povabilo in seveda tudi izbiro teme. Ta tema je seveda zelo pomembna v okviru neke splošne skrbi za naše zdravje, zlasti preprečevanje potencialno hudih zapletov. In s tem v zvezi so, kot bomo videli, posebej ogrožene neke določene podskupine prebivalstva, zlasti bolniki s kroničnimi boleznimi, med njimi seveda daleč najštevilčnejšo skupino predstavljajo bolniki z kardiovaskularnimi boleznimi. Jaz sem po osnovni specializaciji internist, kar pomeni, da je to še kako aktualna tema, tako zame kot za moje sodelavce, toliko bolj v luči tiste potem usmerjene specialnosti kardiologije in vaskularne medicine, ki seveda pokriva to področje kroničnih bolnikov, in kronične bolezni se seveda lahko žal zapletejo tudi z okužbami. Zdaj, če skušamo najprej nekako osvetliti ali pa uvesti temo, pravzaprav bomo govorili pretežno o okužbah z tako imenovanimi pnevmokoki. Če se vrnemo mogoče na to prvo sliko, tukaj je pač nek mikroskopska slika teh bakterij, ki se združujejo v neke skupke, osnovo pa seveda predstavlja tako imenovani diplokok ali streptokok pnevmonije. To bakterijo so prvič izolirali zdaj že skoraj 150 let nazaj in poznamo več kot 90, nekateri seveda opisujejo tudi več kot 100 serotipov. Kaj to pomeni serotip? To je pravzaprav neka posebna značilnost, po kateri lahko posamezno bakterijo identificiramo oziroma jo razvrstimo in na ta način tudi diagnosticiramo pravega povzročitelja neke določene okužbe. Pomembno je vedeti, da od teh približno 100 serotipov jih je nekje od 20 do 30 pomembno invazivnih, skratka povezanih z težjim potekom bolezni oziroma hujšo pljučnico, v kateri bo predvsem tekla beseda. Primarni dejavnik virulence, torej tistega, s čimer pač ta bakterija ogroža naše zdravje, je polisaharidna kapsula. To je pač nek ovoj iz polisaharidov, to pomeni posebnih sladkorjev, ki so med sabo povezani in na osnovi tega lahko seveda tudi, kot smo rekli, ugotavljamo in potrdimo okužbo z določeno vrsto bakterije. Rezervoar teh bakterij je v bistvu človeški nazofarinks, torej nosna votlina in žrelo. In dejstvo je, da je pravzaprav ta bakterija v velikem deležu prisotna v našem nazofarinksu. Pri otrocih pri enem letu starosti lahko najdemo tam nekje v povprečju pri 90%, pri odraslih pa absolutno nad 10 pa do 70% ljudi seveda tak pnevmokok, če naredimo bris, lahko najdemo. Seveda to ne pomeni, da so vsi ti, ki tak pnevmokok imajo v nazofarinksu, tudi bolni. Te bi rekel bakterije, ki povzročijo potem neko klinično manifestno, lahko tudi zelo zapleteno bolezen, se prenašajo predvsem kapljično skozi dihala in inkubacijo, ko smo mi pač v stiku z nekom, ki je okužen s pač določenim serotipom, z nekim pač tipom pnevmokoka. Je lahko zelo kratka, torej nekje od 1 do 3 dni, skratka zbolimo sorazmerno hitro, potem ko smo bili z nekom okuženim v stiku in se pač ta bakterija prenesla. Če zdaj gremo en korak naprej, torej kakšne vrste bolezni ta streptokok pnevmonije povzroča oziroma kakšne so klinične manifestacije, v grobem ločimo
klinično sliko na neinvazivno pnevmokokno bolezen. Tukaj je najpogostejše pri otrocih najbolj poznano akutno vnetje srednjega ušesa. Lahko gre za vnetje sinusov ali pa pljučnico, ki nima sočasne bakteriemije, torej pri kateri ne pride do vdora teh pnevmokokov oziroma bakterij v naš krvni obtok. No, potem na drugi strani tisto, kar je pa res nevarno in pred čemer se velja zaščititi, pa so tako imenovane invazivne pnevmokokne bolezni, kjer daleč prevladuje bakteriemična pnevmokokna pljučnica, torej kjer te bakterije vstopijo v krvni obtok in se seveda prenašajo po celotnem telesu, lahko povzročijo s to bakteriemijo pravzaprav septično stanje, ki predvsem pri tistih bolnikih, ki so oslabeli s kroničnimi boleznimi, starejši, seveda lahko povzroči hude zaplete. In pa še ena oblika je, ki je mogoče pri starejših manj pogosta, pa ne mogoče, pri otrocih pa je lahko zelo pomembna oblika invazivne bolezni, to je pnevmokokni meningitis. Zdaj, koliko je to pomembno? Torej, dejstvo je in kljub vsem načinom diagnostike, zdravljenja, vsej sodobni medicini ostaja pnevmokokna pljučnica med 10 najpomembnejšimi vzroki smrti nasploh. Je najpogostejši razlog umiranja v bolnišnicah. Mi vemo, da pravzaprav tukaj gre res to na račun starejših ljudi, polimorbidnih, oslabelih in te pogosto seveda zaradi te okužbe v bolnišnici pristanejo in tudi pravzaprav ni tako redko, da seveda prav zaradi pljučnice umrejo. Vsak dan v Evropi zboli nekje do 10.000 ljudi, to je ogromna številka. Če bolnika s to boleznijo hospitaliziramo, traja v povprečju hospitalizacija 10 dni in v kar 20%, in ponovno opozarjam, gre na račun predvsem te skupine starejših, kroničnih bolnikov, ki so oslabeli, tudi imunsko oslabeli, in torej v 20% je ta bolezen usodna. In recimo lahko povem za neko povprečno bolnišnico, kar 50% vseh smrti je na račun pljučnice, v največjem deležu pnevmokokne pljučnice. Stroški v Evropi so ocenjeni na letni ravni na več kot 10 milijard evrov zaradi te bolezni in seveda se postavlja vprašanje, kako zdaj lahko to zamejimo. Eden od pomembnih dejavnikov in na to se bomo na koncu fokusirali, marsikaj od tega lahko preprečimo s cepljenjem, ki je tudi v Sloveniji na voljo. Velja pa vedeti, da seveda očitno promocija cepljenja, pa vse, kar se v zvezi z cepljenjem nasploh v družbi pojavlja, je še kako pomemben dejavnik, da bi res dosegli neke pomembne učinke. No, zdaj nekajkrat sem že uporabil to zvezo, da so neka določena stanja povezana z večjo ogroženostjo za pnevmokokno okužbo, tudi in predvsem tisto, ki je pomembno v tem, torej invazivno pnevmokokno okužbo. Vidimo, da so daleč na vrhu so bolniki z kronično obstruktivno pljučno boleznijo, kjer je tveganje za to okužbo tudi do 17-krat povečano. Srčno-žilna bolezen, recimo, da je to naš fokus kot Društvo za zdravje srca in ožilja, do 10-krat. Sladkorna bolezen skoraj do 5-krat, podobno kot velja to za zgolj neke dejavnike tveganja, s tem v zvezi, torej odvisno od alkohola in kajenja, kot pač dva taka primera, torej nekje do 5-krat večja ogroženost. V Sloveniji imamo kar dobre podatke v zvezi z obolevnostjo, torej invazivnih pnevmokoknih okužb je letno nekje 12 na 100.000 prebivalcev, ali če to pomnožimo seveda z 20, 240 do 300, pri starejših od 65 let pa kar 30 na 100.000 letno. To vse skupaj da
nekih 10.000 okužb, od česar jih pač je okrog 20% hospitaliziranih in med njimi jih 10% umre, torej vsaj 200 smrti zaradi teh bolezni imamo. Smrtnost pri obolelih s pridruženimi kroničnimi boleznimi, logično, prej sem povedal, kako bolj so ogroženi, je kar 20 do 50%, tukaj se podatki kar razlikujejo. 20% od teh 2000 hospitaliziranih, torej okrog 400, moramo zdraviti v enotah intenzivne terapije in smrtnost pri teh je 2 do 3-krat višja kot med vsemi hospitaliziranimi. Torej nekje 100 ljudi umre v enotah intenzivne terapije na leto. Dejstvo je, da je med prebolevanjem pogostnost neinfekcijskih zapletov strani srčno-žilnega sistema, kot recimo napredovanje srčnega popuščanja, motnje srčnega ritma, pojavljanje akutnih srčnih infarktov, bistveno pogostejša. In o teh zapletih poročajo pri kar 20% bolnikov z dokazano pnevmokokno pljučnico, ki jih mi zdravimo v bolnišnici. Zdaj seveda ta bolezen, torej pnevmokokna pljučnica in druge oblike, imajo pač neko sezonsko pojavnost. Najvišja pojavnost je v zimskih mesecih, to je v sezoni virusnih obolenj, ko je pravzaprav na neko osnovno virusno obolenje, ki je lahko sorazmerno benigno, seveda nacepljena pnevmokokna pljučnica pogosto lahko tudi usodna. Tukaj so podatki za Avstralijo, seveda tam imajo zimo v času našega poletja in vidimo te vrhove okužb v teh njihovih zimskih mesecih. Enako velja za Evropo. Skratka, vidimo, da se, ko preidemo iz jeseni v zimo, seveda ta pojavnost invazivne pnevmokokne okužbe bistveno poveča. Torej, v sezoni virusnih obolenj smo bistveno bolj ogroženi z pojavom take okužbe. No, tukaj imamo dva grafa, ki kažeta podatke iz Združenih držav Amerike, sicer so razmerno stare, nekje 15 let, ampak je to mogoče uporabiti tudi danes. Torej, imamo krivulje za različne skupine ljudi v populaciji, torej ta Y-os kaže število primerov na 100.000 oseb, na levi strani to manj zapleteno, torej nebakteriemično pnevmokokno pljučnico, na drugi strani pa invazivno pnevmokokno bolezen. No in vidimo, kako se povečuje ogroženost ob prisotnosti nekih sočasnih kroničnih bolezni. Sladkorne bolezni, kronične srčne bolezni oziroma kronične pljučne bolezni. Zdaj, to lahko pogledamo tudi na drug način, s stolpičnim diagramom. Ta prikazuje, kako so nekatera kronična stanja povezana z večjim tveganjem za invazivno pnevmokokno bolezen, spet iz te iste študije iz ZDA. No, iz tega grafa je zelo jasno, da so pri vseh nekih obstoječih bolezenskih stanjih, ki povečujejo tveganje, bistveno bolj ogroženi starejši ljudje, tisti nad 65 letom starosti. No, in tukaj recimo v tem srednjem delu pravzaprav je tista bistvena populacija, ki jo naslavljamo, torej kronične srčne, pljučne bolnike, kadilce, alkoholike, bolnike z imunosupresivnim zdravljenjem, teh ni tako malo, naraščajo. Na desni strani so seveda neki ekstremi, ki morda danes v današnji debati niti ne bodo toliko izpostavljeni. To so bolniki z prirojeno imunsko pomanjkljivostjo ali funkcionalno asplenijo, to pomeni odsotnim delovanjem vranice. No in vidimo, da so vsi ti stolpci bistveno višji in poudarjeni v primerjavi z zdravimi, ki so tu čisto na levi strani grafa. No, ker bomo na koncu govorili seveda tudi o različnih, zlasti dveh tipih cepiv, ki jih imamo trenutno na voljo, nekaj informacij o tem, kakšne so povezave med serotipi, torej temi označevalci
posameznih vrst bakterij, ki jih lahko določimo na površini, in boleznijo pri odraslih. Na porazdelitev teh serotipov seveda vplivajo različni dejavniki. Če na eni strani te dejavnike povežemo z bakterijo, lahko ugotovimo, da to mogoče klinično z tega zornega kota ogroženosti in preprečevanja bolezni ni tako zelo pomembno, torej kako ta bakterija izgleda, kakšen ima genski zapis, kako se spreminja tekom, bi rekel, svoje evolucije, pač pa so zelo pomembni dejavniki gostitelja. Omenili smo starost, zdravstveno stanje, tudi stik z mlajšimi generacijami, ki so pogosto prenašalci, kot smo videli, zelo otroci imajo pravzaprav te pnevmokoke kar prisotne in ne gre za neko klinično pomembno stanje. In pa seveda tudi okoljski dejavniki, omenili smo že sezonskost, to pomeni vpliv klime, letnih časov, geografije, do seveda tudi vpliva recimo naših posegov, torej zlasti s cepljenjem proti pnevmokokom, recimo v pediatrični populaciji. No in vse ta skupek vseh teh različnih dejavnikov seveda vpliva na to, kako se te serotipi oziroma označevalci posameznega pnevmokoka porazdeljujejo v populaciji. V splošnem imamo za preprečevanje na voljo danes dva tipa cepiv. Ena so tako imenovana polisaharidna cepiva proti pnevmokokom, kjer so pravzaprav kot imunogen uporabljeni specifični polisaharidi kapsule, torej te ovojnice. No in to polisaharidno cepivo, ki ga imamo danes, pravzaprav ščiti pred kar velikim številom serotipov, torej kar 23, povedali smo na začetku, da pomembnih pravzaprav za invazivno obliko bolezni je nekje 20 do 30 serotipov in to cepivo je dejansko ima zelo širok razpon pokritja. Potem na drugi strani imamo pa tudi tako imenovana konjugirana cepiva, ki so v določenih starostnih skupinah, zlasti pri otrocih, esencialna, ker zaradi specifičnosti imunskega odgovora seveda otroci zgolj na polisaharidna cepiva se ne imunizirajo oziroma ne postanejo dovolj dobro odporni. No in tukaj je predvsem znano in široko uporabljeno tako imenovano konjugirano cepivo z 13 serotipi. Na tej časovni skali nekako vam skušam sam predstaviti, kako je pravzaprav šel ta razvoj cepiv proti pnevmokokom v ZDA in Evropski uniji. Torej, razvoj teh cepiv sega daleč nazaj, skoraj 50 let. No in seveda z novimi tehnologijami in novimi načini pridobivanja cepiv seveda pri tem napredujemo in skladno s tem se tudi širijo indikacije za cepljenje s temi različnimi oblikami cepiv. Recimo v ZDA pravzaprav cepijo z tem konjugiranim cepivom s 13 serotipi že več kot 10 let. Tudi pri nas smo kmalu po tem, ko smo ta cepiva dobili, začeli s cepilnim programom. Problem je ta, da v Sloveniji pri otrocih je precepljenost sorazmerno nizka oziroma prenizka, zato da bi lahko govorili o zadostni zaščiti v populacijskem smislu. Torej, kot rečeno, imamo dva tipa cepiv. To, ki smo ga posebej izpostavili s 23 serotipi, se imenuje Pneumovax. Na drugi strani je to konjugirano cepivo z 13 serotipi. No in na tej sliki, seveda to se je težko zapomniti, ampak zgolj za predstavo in ilustracijo so prikazani serotipi, ki so nekako prisotni v obeh cepivih, ki jih imamo na voljo. Imamo seveda tudi neke posebnosti, torej določene serotipe, ki jih vsebuje zgolj eno cepivo,
ali drugo. Isto, kar je pomembno vedeti, tudi za razumevanje, zakaj je recimo pri nas na voljo na račun ZZZS to cepivo s 23 serotipi, je ta graf, recimo, če pogledamo v različnih starostnih skupinah, na levi od 5 do 64 let in na desni za starostno skupino nad 65 let, vidimo, da je pravzaprav pri starostnikih, če govorimo o invazivni pnevmokokni bolezni, torej IPB, vidimo, da to cepivo Pneumovax 23 pravzaprav pokrije nekako 72% tistih serotipov, ki povzročajo invazivno pnevmokokno bolezen. Skratka, kaj lahko iz tega zaključimo? Nič zelo absolutnega, pač pa to, da obstaja velika verjetnost, da bomo ob cepljenju z takim cepivom dejansko zaščiteni pred kar skoraj 3/4 tistih pnevmokokov, ki povzročajo invazivno bolezen. No, potem seveda imamo razne epidemiološke študije o tem, kateri so najpogostejši serotipi, ki povzročajo bolezen, invazivno pnevmokokno bolezen pri odraslih, in na osnovi teh analiz seveda se tudi še naprej razvijajo nova cepiva. To zgolj za informacijo, kako pravzaprav zapleteno ali pa, če hočete, kompleksno je delo na pripravi teh cepiv, in za tem, kar mi dobimo potem kot nek tako imenovani šot, ki izgleda sorazmerno enostavna stvar, je seveda veliko dela in veliko znanja. Premišljeno se ti preparati pravzaprav razvijajo in dejansko to ni kar nekaj slučajnega, pač pa temelji na znanstveno utemeljenih predpostavkah. No, zdaj, če gremo na neko končni del, skratka, če preidemo od pomena bolezni, razširjenosti bolezni, pomena bolezni, možnosti zaščite, je verjetno dobro vedeti, na osnovi česa pač smo mi toliko prepričani, da pravzaprav je dobro in koristno, da bolnikom svetujemo in priporočamo cepljenje. Skratka, veliko je bilo raziskav, ki so študirali učinkovitost cepljenja, torej kako se na cepljenje odzovejo pacienti v kontroliranih kliničnih preizkušanjih, torej neposredni primerjavi tistih, ki so dobili aktivno učinkovino, in tistih, ki je niso. Skratka, zelo jasno na velikem številu ocenjen klinični odziv, in na drugi strani seveda uspešnost teh programov cepljenja, kjer gre za dodatne dokaze, in te so res zelo pomembni, torej iz dejanske prakse vsakdanjega resničnega sveta. No, in tukaj imamo seveda veliko dokazov iz različnih držav. Pokazal bom samo 2-3 primere. Recimo, tu so podatki za učinkovitost tega polisaharidnega 23-valentnega cepiva pri oskrbovancih v domovih za starostnike. Torej gre za analize pojavnosti pnevmokokne pljučnice in pljučnice zaradi vseh vzrokov, pa tudi posledic oziroma usodnih posledic ene in druge. No, in tukaj vidimo, da tole procent zmanjšanja pojavnosti pnevmokokne pljučnice ob cepljenju s tem cepivom je kar 64%. Torej ne gre za 100% in absolutno zaščito, pač pa za zelo pomembno zaščito, torej zmanjšanje za 64%. In tudi, če pogledamo sam vpliv na smrtnost, je ta seveda zelo očiten. Skratka, v skupini tistih, ki so bili cepljeni, je seveda teh usodnih primerov zaradi pljučnice bistveno manj. Gre za statistično značilno učinkovito delovanje cepiva,
tako da na tej osnovi seveda lahko tako cepljenje priporočimo. No, potem še nekoliko drugačen prikaz iz ZDA in Evrope v zvezi z preprečevanjem hospitalizacije, nepomembna stvar, tako zaradi obremenitev zdravstvenega sistema, kakor tudi za posameznika, kajti hospitalizacija v razmerah, bi rekel, prenapolnjenosti bolnišnice in podobnega lahko poleg pljučnice seveda privede še do marsičesa drugega, hospitalnih okužb in podobnega. No in tukaj vidimo, da je na celotni populaciji cepljenih seveda možno ugotoviti, da je učinkovitost pomembna, torej celotna uspešnost cepiva se ocenjuje nekje na okrog 40%, in posebej bi opozoril, da še posebej dobro pač v tej analizi se izkazuje zaščita cepljenih žensk. No, podobno raziskavo pri še nekoliko starejši populaciji, torej nad 75 let, so naredili tudi na Tajvanu. No in opozoril bi na ta zaključek pravzaprav, da je bilo cepljenje povezano s kar 60% manjšo stopnjo hospitalizacije zaradi pljučnice med temi in ne malo pomembno, kar 76% manj je bilo teh invazivnih oblik pnevmokokne bolezni. Seveda logično tudi manj smrti zaradi invazivne pljučne bolezni oziroma smrti zaradi pljučnice kot take. No in tukaj v zadnjem stolpcu imate tisto bistveno iz te tabele, torej procentualno zmanjšanje tveganja pri cepljenjih za te pač različne oblike zasledovanih izidov. Skratka, iz teh prikazov lahko zaključimo, da je cepljenje vsekakor učinkovito in uspešno, in na tej podlagi jasno različni zdravstveni sistemi priporočajo in zagotavljajo cepljenje s temi vakcinami proti pnevmokoku. Seveda v različnih starostnih skupinah različno. Torej, tisto, kar je zelo pomembno, je ta moder del grafa, skratka splošno priporočilo za vse v določeni starostni skupini. In tukaj, če pogledamo za Slovenijo, pač je to cepivo omogočeno za ljudi starejši od 65 let in seveda poudarjeno to polisaharidno, polivalentno cepivo, ki pokrije 23 serotipov. Seveda imamo potem priporočila za neke specifične skupine, kot so otroci, imunsko pomanjkljivi in tako različno po državah. Bomo potem pogledali, kako je to v Sloveniji. Recimo naša sosednja Avstrija pravzaprav omogoča cepljenje z konjugiranim cepivom s 13 serotipi za vse nad 50 letom starosti. In pač različno po državah, torej pri nas je določeno, kot je, z tehtanjem tveganja in seveda koristi. No in tu so neka posodobljena priporočila za cepljenje proti pnevmokoknim okužbam za tako odrasle kot otroke starejše od 5 let. To je bilo posodobljeno lanskega oktobra. No in tukaj seveda vidimo, da je za zdrave ljudi nad 65 letom na račun ZZZS omogočeno cepljenje z tem polivalentnim polisaharidnim cepivom, ki pokriva 23 serotipov. Jasno, dosegljiva so tudi konjugirana cepiva, samoplačniško. Tu gre za določene izjeme, bomo kasneje pogledali. Torej, širše indikacije so pa vsi kronični bolniki stari nad 5 let in jasno potem neke posebne skupine, ki so še posebej ogrožene, seveda tudi na račun ZZZS pravzaprav to cepivo lahko dobimo.
Skratka, tako nekako se tudi to cepljenje promovira. Torej, tukaj lahko najdemo na spletni strani NIJZ tudi še nekoliko več podrobnosti v zvezi s tem, izpostavljajo posebej tiste skupine, na katere smo opozorili tudi mi, torej ena splošna skupina stari nad 65 let in seveda vsi tisti, ki imajo določene kronične bolezni, seveda lahko do tega cepiva pridejo. Zdaj pa je na seveda tistih, ki skušamo osveščati splošno populacijo, pa neke posebne skupine, recimo v okviru Društva za srce, predvsem kronične bolnike z srčno-žilnimi boleznimi, da se dejansko za to cepljenje odločijo. No, nepomembno je mogoče bolj za splošno izobrazbo, ali pa tudi, če kdo med vami ima v svoji okolici, v sorodstvu, tudi mlajše ljudi z nekaterimi boleznimi in stanji, ki slabijo imunski odziv, povedati, da pri teh skupinah, torej imunokompromitiranih, torej z različnimi oblikami bolezni, seveda velja tudi priporočilo za revakcinacijo, torej ponovno cepljenje, ki sicer ni potrebno. Torej, tukaj gre za pač te posebne skupine. Kako cepljenje poteka? Kot rečeno, bodisi z polisaharidnim ali konjugiranim cepivom, lahko tudi z obema, najprej s konjugiranim in čez čas s polisaharidnim, in velja, da ponovno cepljenje ni potrebno, medtem ko, kot smo pokazali, pri tistih z oslabelim imunskim sistemom z še večjim tveganjem priporočamo ponovno cepljenje čez 5 let. No, pri res posebnih bolnikih, takih z okužbo z virusom HIV, hematonkoloških bolnikih, po presaditvi, pri tistih, ki prejemajo imunosupresive, osebah z ustavljenim polžnim vsadkom in osebah s funkcionalno anatomsko asplenijo, torej nedelovanjem vranice, pa priporočamo a priori cepljenje z obema cepivoma, najprej konjugiranim in po 8-tedenskem presledku še s polisaharidnim. Zaključimo lahko, da so pnevmokokna cepiva varna in kar je pomembno, zlasti če gledamo to v luči predhodnih ali bi rekel sočasnih okužb z sezonskimi virusi, kot je na primer gripa, lahko se ta cepiva aplicirajo istočasno. Bistven pomen tega cepljenja je zmanjševanje pojavnosti hudih invazivnih pnevmokoknih bolezni, smrti zaradi pljučnice, pojavnosti pnevmokokne pljučnice neinvazivne, torej manj hude, ampak vendarle, s tem pa tudi potencialno drugih oblik bolezni, ki jih povzročajo pnevmokoki. Skratka, kronični bolniki so lahko ob oziroma po cepljenju z cepivi za pnevmokok pravzaprav bistveno bolj zaščiteni pred poslabšanjem bolezni v teh sezonah, pravzaprav gripe in pljučnice. No, s tem bi jaz končal in se vam zahvaljujem za pozornost. Tako da bom zdaj končal z deljenjem in sem vam na voljo preostanku tega našega druženja tudi za kakšno debato. Ja, če ima kdo kakšno vprašanje, lahko kar zastavi. Izvolite. Jaz sem že vprašanje napisala. Okej, bomo pogledali chat. Se jaz lahko preberem. Gospa je že na začetku zastavila vprašanje. Ja. Kaj pomeni preminenten predel levega hilusa? Lahko gre za superprojekcijo anatomskih struktur. Aderten je levi frenikokotalni sinus. Ja, imam rahlo povišanje markerjev
Katerih markerjev pa, gospa? Namreč, to je opis... Markerjev na onkološkem so mi ugotovili, da Ja, na onkološkem inštitutu, ko sem bila na kontroli, so mi v krvi ugotovili rahlo povečanje markerjev in so potem oni priporočali slikanje pljuč. In pač potem pri rentgenu sem ta izvid dobila in je bilo potem tudi priporočeno kontrola čez en mesec, tako da imam zdaj 23. tega meseca ponovno slikanje. pa ste vi onkološki bolnik sicer v osnovi? Ja, v osnovi sem onkološka bolnica, pred leta 99 sem imela raka na dojki, zdravljena uspešno, imam sicer astmo, imam pa tudi dedno v bistvu to astmo in te težave, bi rekla, z dihanjem. Ja, Jemljem zdravila normalno, ta Simprikot, ampak imam, se pravim, zdajle sploh v teh hladnih dneh, pa tudi na splošno, imam te težave in ene taka bolečina pri dihanju in v pljučih in vse. Ja, poglejte, ta opis pravzaprav te rentgenske slike ne pove nič zelo specifičnega, pravzaprav opisujejo, da v pač levem delu pljuč je ta del, recimo, kjer se potem razvejijo tako sapnice kot tudi žile, da je razširjen glede na neke normative in ta zapis, da lahko gre za superprojekcijo anatomskih struktur, pomeni to, da ni mogoče iz slike razbrati, ali gre tu za neko tumorsko tvorbo ali pa pravzaprav samo za superprojekcijo, to pomeni, da se na sliko, ki je dvodimenzionalna, projicira nekaj iz ozadja. Adherenten levi frenko-kostalni sinus pomeni pravzaprav neka špranja, ki pač spet ima nek standard širine, zožena ali zlepljena, in je lahko posledica neke stare bolezni, če vi nimate nekih akutnih simptomov. Tako da v tem primeru jaz osebno mislim, da bi bilo treba narediti CT, ki bi seveda potem praktično tridimenzionalno lahko pokazal, ali dejansko gre za neke, tako, za neke strukture, ki niso anatomsko normalne. Torej, če zaključim, lahko gre za kronične spremembe, posledice nekih predhodnih patoloških dogajanj na pljučih, kar pa ni nujno, zlasti v kombinaciji z nekimi povišanimi markerji, bi jaz svetoval seveda v tem primeru, če bi recimo bili pri nas na oddelku, da bi naredili CT kot prvi naslednji korak. CT pljuč, CT da bi pljuč, ja. se naredil. CT prsnega koša, ja. Vse to ste verjetno že kdaj imela, ne? Ja, sem imela že zelo, zelo dolgo nazaj, no. Mislim, sicer v lanskem letu sem imela težave s hrbtenico, so mi CT hrbtenice delali, pa vse preglede, pa vse to. Mislim pa, v začetku decembra sem imela rahlo možgansko kap. To so mi na nevrologiji. Imela sem potem ta CT, so mi naredile glave z barvilom in brez in tudi magnetno resonanco, samo ni bilo ne vem koliko izrazito, je bilo samo potrjen tic. Lahko, da je potem ta sprememba, mislim, se še dodatno mi potem na pljuča prišla, ker konec decembra leto in so se pač tudi teli markerji in vse to bilo povečano. Ja, torej ni izključeno, da je v povezavi z vsem tem dogajanjem, seveda ne nujno neposredno, torej da je eno z drugim vzročno povezano, ampak če ste bila v tem stanju, torej
nekega centralnega dogodka se je lahko tudi na pljučih kaj dogajalo, pa se to, kar se zdaj vidi na slikah, je zgolj ena posledica, pravim, ne nujno povezana s tistim prvim. Ja. To se pravi, če jaz recimo mojo zdravnico prosim, da mi napotnico da za CT prsnega koša, se potem jaz lahko pač prijavim, pa se mi to opravi. Ja, jaz mislim, da je treba z neko večjo stopnjo nujnosti, ne ravno, da bi zdaj čakala v dolgi vrsti, ampak pod hitro bi to bilo po mojem zelo dobro narediti, zlasti zato, če ste imela v preteklosti že raka. Ja. Najlepša vam hvala za odgovor. Ni zakaj. No, potem imamo naslednje vprašanje, ali lahko pnevmokoki sprožijo čuden vonj v nosni votlini, ki traja več mesecev. Ni vonj gnojnega vnetja in ni nobenih znakov vnetja v nosni votlini, sinusi ne delajo težav. To ni ravno najbolj neka značilnost, pravzaprav pnevmokokne okužbe, tak čuden vonj povzročajo običajno neke druge bakterije, seveda pa nikoli ne moramo izključiti, da gre za neko mešano floro. Skratka, če nimate nobenih kliničnih težav, potem seveda tudi mislim, da ni potrebno nujno ukrepati, bi pa mogoče poskusili z izpiranjem nosne votline, pa bi se dalo mogoče tudi kaj od tega čist klinično izboljšati. Ampak če ni nobene klinične slike, ne vem, vročine, vnetja, izcedka in podobnih reči, menim, da ne gre za neko zelo resno stanje. Hvala lepa za odgovor, ampak to se mi je začelo pojavljati po prebolelem COVID-u. In rekel, ker traja, tako kot bi nek plin bil, ampak resnično drugega ni nič. Ne vem, ali bo to trajalo zaradi COVID-a. Prej ni bilo težav, zdaj pa kar... Veste kako, tole, v bistvu ta zgodba oziroma povezava okužbe s COVID-om in motenj vonja, ker to je v bistvu verjetno to, kar opisujete, to pomeni nek čuden vonj. To ostaja različno dolgo, to pomeni nekateri, ki so preboleli COVID, pravzaprav sploh nič več ne vonjajo. Potem imate skupino ljudi, ki imajo, mi rečemo, take čudne vonjalne zaznave ali pa faktorne zaznave. To pomeni, da vohajo nekaj, česar dejansko ni. In na srečo, seveda imamo zdaj, ko že malo več vemo, pa smo dalj časa spremljali mnogo bolnikov, ki so to tudi imeli, to ni nujno, da trajno ostane. To pomeni, da se lahko s časoma popravi. Hvala lepa. Moram reči, da sem poskušal izpiranje nosu in vse mogoče, ampak vonjave imam, samo dodatno se pojavlja neki vonj. Hvala lepa za odgovor. Ja, ne, to je najbolj pri tem posebno ali pa za posameznika neprijetno, je to, da ima ta občutek zgolj on. Tako kot tisto izguba vonja, kot nek tak patognomoničen simptom, da gre za COVID ali pa ne. To pomeni, mi smo v nekem obdobju, če imel nekdo znake viroze, vprašala, vonjate pa, in če je rekel, da ne, potem smo bili skoraj prepričani, da gre za COVID in se seveda to tudi s testiranjem potrdilo. Tako da jaz mislim, da gre v sklop tega. Namreč ta virus seveda neposredno prizadene te celice, živčne celice, ki so na vrhu nosu, pač ta naš direktno povezavo z možgani, in to je, mislim, nekaj, kar niti slučajno ni do konca raziskano. Je pa seveda verjetno in je to. Ne bi šlo za pnevmokoka, po mojem. No, preventivno cepljenje, kot sem pokazal, pravzaprav je priporočeno pri teh
pravzaprav pri vseh odraslih načeloma, različne države določajo različno starostno skupino. Zdaj v Sloveniji je to cepivo omogočeno brezplačno, kot smo pokazali, za skupino nad 65 let, zato ker se je pač ugotovilo, da je nad to starostno mejo seveda ogroženost za pojav različnih oblik invazivnih pnevmokoknih bolezni toliko bistveno večja, se začne eksponentno povečevati. Sicer pa je v odrasli dobi, torej rečemo, pokazal sem namenoma primer Avstrije, seveda v nekaterih okoljih prepoznano, da bi se veljalo cepiti tudi prej, torej po 50. letu. Revakcinacija je potrebna pri tistih posebnih skupinah, torej imunokompromitiranih bolnikov, ki smo jih pokazali, torej ne v splošnem, da bi priporočali revakcinacijo, ampak če se enkrat pa cepiš proti temu, imaš potem protitelesa in zaščito. Zdaj, jasno, da tudi to ni absolutno, če bi hotel zelo natančno vedeti, bi bilo dobro si določiti protitelesa, ampak tega običajno ne delamo. Se bolniki kar sami revakcinirajo tudi po nekem določenem času, ni pa to nujno. Po preboleli pljučnici, seveda tukaj pljučnica ima zelo veliko različnih povzročiteljev. Pnevmokok je eden od njih in verjetno najpomembnejši za slab izid bolezni. Pokazali smo pač različne klinično pojavne oblike, ki lahko grejo tudi zelo slabo. Če ne vemo natančno, ali je bil pnevmokok, potem pravzaprav pač počakamo neko obdobje, ki je 8-10 tednov, potem se že lahko pravzaprav cepimo. Tako da to bi bilo to odgovor na to vprašanje gospoda Franca. Potem gospe Majdi bi pač odgovoril, v resnici niso neki posebni znaki pnevmokokne pljučnice, pravzaprav gre lahko to s klinično sliko katerekoli bakterije, ki povzroča pljučnico, torej vročina, izcedek iz nosu, kašelj, glavobol, slabo počutje. Je pa res, da kadar gre to v neko bolj invazivno obliko, pa z bakteriemijo, je pa splošna oslabelost, splošna klinična slika hujša kot v neki običajni, recimo, virozi zgornjih dihal. Tako da to je vse, kar je možno ob tem povedati. Drugače, da bi lahko ločil pnevmokokno okužbo od drugih, pravzaprav ni možno, razen z laboratorijskimi preiskavami. Ja, to, kar piše Društvo za srce, zdaj to ne vem. To je zdaj vprašanje iz Facebooka zastavljeno. Jaz opravičujem, ker se ne morem noter sliko, ker mi kar nekaj nagajati začne, malo prekinja povezavo po moje, tako da... Ja, poglejte, seveda taka stališča, mislim, so popolnoma legitimna, gre za to, da, mislim, jaz nikomur ne samo, da ne odrekam tega, da lahko pove svoje mnenje, da ima svoje prepričanje, lahko sam povem, da in to predavanje in, bi rekel, moje vse delovanje ni v tem smislu neki promocija nečesa, za kar ne bi verjel, da lahko pomembno pripomore k zdravju posameznika in skupin prebivalstva, zlasti teh zelo ogroženih. Skušal sem pokazati pravzaprav vsem, ki ste bili na tem predavanju, pravzaprav neke podatke, ki jih imamo iz zelo obsežnih proučevanj. Dejstvo pa je, in seveda sama zgodovina medicine nas uči, da nikoli nič ni absolutno, torej
tudi medicina se spreminja, pa zdaj ne zato, ker bi to bilo modno ali pa zato, ker bi se nam tako zdelo fajn, ampak zato, ker pač iz dneva v dan, iz leta v leto dobivamo jasno seveda več znanja, več podatkov iz tako realnega sveta, kot tudi študij. In kar je značilnost pač sodobne medicine ali pa trendov, kamor naj bi medicina v prihodnje šla, je seveda še bistveno večji poudarek na tako imenovanem individualiziranem ali pa personaliziranem pristopu. Seveda bo to možno, ko bomo imeli orodja, s katerimi bo pač mogoče te individualne značilnosti zelo natančno ocenjevati. Tukaj zlasti mislim proučevanje velikega števila nekih parametrov. Mi smo zdaj, kljub temu, da sem prepričan, da v nekem zelo dobrem obdobju medicine še vedno pri tem omejeni, in to isto velja tudi za cepiva. Pač na koncu, recimo, ko črto potegneš pa primerjaš recimo skupino cepljenih z tistimi, ki niso bili cepljeni, in kaže seveda rezultat na to, da cepiva ščitijo, potem je zelo težko zagovarjati, da ne bi pravzaprav takega orodja tudi uporabljali. Še zlasti, če so ti pristopi varni oziroma ne povzročajo nekih drugih neželenih sopojavov ali pa učinkov. Ponavljam pa, da seveda absolutne resnice ni, ne v življenju nasploh in tudi ne v medicini, daleč od tega. Skratka, mi se trudimo, da bi medicina postala kolikor je mogoče in vedno bolj eksaktna znanost, ampak nekako, vsaj moje stališče osebno je tako, da to nikoli ne bo. Ampak to seveda ne pomeni, da se tistega, česar smo se pa dokopali z seveda znanjem, izkušnjami, pa bi rekel spremljanjem bolnikov, da tega ne bi uporabljali v korist drugih. Tako da, zdaj, torej, to, mislim, da je iz same prezentacije bilo prikazano, da je razvoj teh cepiv ima precej daljšo zgodovino kot razvoj cepiva proti covidu. Tudi tehnologija je drugačna, gre za mrtvo cepivo, skratka, ki vsaj po tem, kar vemo, ne bi smelo povzročiti bolezni, tako da lahko, da je bila sočasna okužba s čim drugim, to ni izključeno nikoli, ampak gre za popolnoma drugačno tehnologijo in kot pravim, zgodovina je dolga. Toliko tem na to temo. Imamo še kako vprašanje? Čakaj, da vidim, če... še. Ja, zdaj v chatu... Aha, zdaj se je pa pojavil nekaj, ja. A se je? Ne, pojavil se je... Ne, gospod Černelič je pravzaprav se zahvalil za to sej... Tako. Glejte, odgovoril sem po zdravi pameti, ne toliko po tem, da bi točno vedel, kaj je, ampak včasih je to bolj pomembno, no, kot neki poskusi sofisticiranih diagnostičnih metod, za katere nismo prepričani, da bojo pomagali. Tako. Ma še kdo kakšno vprašanje, kar izvolite? Mogoče bi jaz koga izzval, če bi hotel deliti mnenje z mano. Tole zadnje mnenje, no, ki je bilo pač nekoliko stališče proti cepljenju, malo provokativno. Ja. Kaj kdo od vas meni? A je recimo, ne vem, a se vam zdi
pozicija, ki sem jo sam zavzel, zdravorazumska in primerna, ali bi kot pacient pričakovali kaj drugega? Predvsem je potreben premislek pri taki izjavi, kajti na koncu koncev, to je mogoče trenutni afekt celo v tem smislu, ampak različni smo, različno reagiramo na zunanje učinke in tudi zdravniki seveda nimate, ne vem, bom rekel, na razpolago vpogleda v nas same, kako reagiramo, tako da, ne vem, jaz se ne bi tako odločil, no. Ja, no, sej, hvala za to, da malo delimo mnenje. Saj veste, jaz si svoje mnenje tudi izoblikujem na podlagi seveda pogovorov s številnimi pacienti in dejansko treba je spoštovati pravzaprav stališče vsakega. Najslabše je, če pravzaprav, ne vem, dobi pacient občutek, da je zdravnik aroganten, vzvišen in nepripravljen poslušati, seveda pa tudi z druge strani pričakuješ neko mero spoštovanja, ne. Ne vem, jaz osebno seveda lahko samo to rečem, no, da cepljenja so v zgodovini in še rešujejo številna življenja, številne invalidnosti. Tisti, ki se, ne vem, spomnimo posledic recimo poliomielitisa, ki ga praktično danes ni več, kako zelo hudo je to vplivalo na življenja mnogih, ne samo otrok, ampak tudi kasneje odraslih, neke praktično trajne invalidnosti. In taki primeri nas učijo seveda, da jasno, za vso mero neke opreznosti pravzaprav vzamemo za dobro tisto, kar nam znanost nudi. Jasno pa, da se ne moremo izogniti v današnjem svetu tudi drugih interesov. Nikakor ni mogoče zanikati, da seveda industrija, ki to proizvaja, ima še tudi kakšne druge vzgibe, to, kar se govori o dobičku, ampak to je stvar pogajanja ne toliko z zdravniki, kot z seveda tistimi, ki morajo to zagotavljati. Mi smo nekako zavezani temu, da sledimo pač izsledkom sodobne medicine in to skušamo uporabljati. Se oglaša. Ja, zdaj, v bistvu je Jaz bom pa samo toliko rekla. Kar. Jaz bom samo toliko rekla, recimo, toliko imajo recimo nekateri proti cepljenju vse, ampak samo dam recimo nek banalni primer. Vsak zdravnik se pač po svojih zmožnostih trudi za pacientovo življenje. Ko si sam ogrožen, recimo jaz sem bila že parkrat na temu, recimo, da nisem bila odzivna pa vse, so vse naredili recimo za mene, niti jih nisem vprašala potem, kaj so mi dali v tiste flaše, ki so mi tekle in vse, da so me pač postavili ponovno na noge. Zato pravim, če se imaš rad sam sebe, se boš za svoje življenje tudi potrudil, se boš prepustil recimo osebam, ki so žrtvovale, bi rekla, svoje učne sposobnosti, svoja mladostna leta med goro knjig, ki se še zmeraj izpopolnjujejo in vse, to so recimo, to ste zdravniki, a ne, in znanstveniki in vse. Tako da jaz pravim samo hvala in poklon za take ljudi, ki se dajejo in seveda tudi potem za sestre, ki so v bolnicah, ki se trudijo po najboljših močeh, da ti, bi rekla, z oči priberejo recimo tvoje želje. Tako da vsak nekaj takega napiše, recimo, a ne, naj se malo povpraša sam pri sebi, ali želi živeti, recimo, ali hoče biti vklopljen nekako v zdravo življenje, ali se potem nekako prepustiti neki usodi, če lahko tako rečem. To je moje mnenje, a ne, ki recimo moje mnenje v vseh teh 24 letih
odkar sem recimo prvič imela raka in odkar imam recimo zdravstvene težave, moram reči hvala vsem reševalcem, zdravnikom, sestram, ki me postavljajo na noge. Pustimo domače, ker recimo se trudijo, da pač prekličajo, pač povejo v tvojem stanju, ampak na splošno pravim poklon vsem, ki se trudijo za naša življenja. Ja, najlepša hvala za to mnenje. Tako bom rekel zelo iskreno, taka iskrena mnenja in izkušnje, seveda, se tudi mi nismo neki, ne vem, idealni vedno, ampak to daje znova in znova moč, da nadaljujemo pač po najboljših močeh v celotnem timu in ne vem, tudi kot ste vi rekli, to je moje osebno mnenje, tudi jaz osebno lahko z vami delim pač, da je zaradi tega vredno. To pomeni, čeprav marsikdaj, ko imaš občutek, da vsakdo, ki ima 5 minut časa, potem zlije nek svoj gnev na prav zdravstvo, pogosto zaradi tega, ker se odvrača pozornost od mogoče še celo bistveno bolj pomembnih delov ali pa vprašanj v družbi. Tako da mislim, da bomo v partnerstvu pacienti, zdravniki bomo najmočnejši. To pomeni, če se bomo pač mi povezovali, potem bo nekaj dobrega nastalo. Skratka, to ni mogoče zanikati. Tako da hvala vam za to stališče in seveda vsem, ki mislite pozitivno. Jasno pa, da če so kakšne negativne izkušnje in emocije, rabiš tudi čas, da prideš preko tega. Hvala vam za predavanje. Čudovito predavanje na svete. Hvala. Dobro, Sandra. Ja, super. Ja. A imamo še kaj ali bomo rekli, da se naslednjič vidimo spet kje drugje ali pa na Zoomu, ne? Tako, super. Ok. Super, jaz se zahvaljujem. Hvala vsem prisotnim. Živijo. No, hvala, nasvidenje, lahko noč. Ja. Lahko noč.